Dober dan iz ljubljanskega studia 136, to so manične vesti na vesti. Evropski parlament je sprejel poročilo Hanesa Svobode o napredku Hrvaške na poti v Evropsko unijo. Evropskega poslanca Boruta Pahorja skrbi, da bi lahko naša soseda določena pogajalska poglavja zaprla, še preden bi izpolnjevala zahtevane kriterije. Med razloge za popuščanje strani unije pa je uvrstil tudi religijo. Hrvaška, edina katoliška država, ki ni članica Evropske unije. Pogaja se pa Evropska unija celo za muslimansko Turčijo. Morate vedeti, da za večino poslancev v Evropskem parlamentu in večino imajo desno-sredinski poslanci, krščanskih orientacij, to preprosto ni sprejemljivo. In bodo storili vse, da bodo seveda državo, ki jo smatrajo za katoliško državo, spravili v Evropsko unijo. Pahorjev strankarski kolega, pisec alternativnega vladnega programa Anton Rob, je kritiziral vstop zavarovalnice Triglav v lastniško strukturo NLB. Uvajanje enotirnega sistema upravljanja v Petrolu pa je označil za sidranje političnih kadrov aktualne oblasti. Pojasnil je tudi, kako je potekalo kadrovanje pred letom 2004. Mi jih nismo zasidrali. Je pa res, da smo v marsikaterem primeru vplivali na to, kdo in kdaj je bil nastavljen nekakšno funkcijo. Trudili smo se, da bi bili čim bolj kvalificirani in čim boljši kadri. Jaz sem prepričan, da je velika večina od njih bila dobra. Ne pa vedno. Kakšni so bili seveda tudi manj učinkoviti. Ampak dejstvo je, da po volitvah so učili praktično vsi, ne glede na to, ali so bili dobri, ali so bili kvalitetni, ali pa so bili slabi. V LDS menijo, da ni realnih možnosti, da bi po volitvah skupaj z SDS tvorili vladajočo koalicijo. Katarina Kresal pa je povedala tudi nekaj besed o prestopih iz LDS-u zares. Daj gre vsak tja, kjer se bolje počuti. In ne bom norela, če se slučajno še zgodi, da kdo odide. Lahko pa povem, da me čudi, da je glavna strategija neke stranke novost, nove ideje, svežina. Pri tem pa v resnici ne gre za nove ljudi, za nove ideje, ampak za stare ljudi, za stare ljudi. Predsednik zares Gregor Golobič na obtožbe odgovarja takole. Ljudje se nam pridružujejo, prihajajo iz različnih strank, velika večina pa iz prostora nestrankarskega, bom rekel, razmišljanja, saj doslej. Jordanski princ se je v Ljubljani udeležil 10. obletnice dela Mednarodne fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min, ki jo je ustanovila slovenska vlada. Njegova ekscelenca bin Rad bin Zaid Al Hussein je takole pozdravil zbrane. It is an honor for me to be here with you and to celebrate the 10th anniversary of ITF. I also wish to thank and congratulate the government of Slovenia for its generous support and devotion towards this noble cause. It is, of course, at the end of the day, all about saving lives. Ja sem vas ustrašil? V Mariboru so blagoslovili nove prostore škofijske gimnazije Antona Martina Slomška. Dr. Ivan Štuhec nam je ob tem zaupal tudi skrivnost o ovcah. Ravno danes delajo na hribu stajo za ovce in da bomo par ovc spustili na ta hrib, kajti do sedaj smo ga kosili in smo ugotovili, da bo z ovcami to šlo lažje. Na Celjskem sejmu danes vrata zapira 8. motoboom, paša za oči vseh ljubiteljev dvo-, tro- in štirikolesnikov in dvonožnikov. Ic. Letos so si obiskovalci na 3000 kvadratnih metrih razstavnih površin lahko ogledali motocikle, skuterje, kolesa z motorjem, štirikolesnike, dodatno opremo in opremo za motoriste. Prisotne so bile vse najpomembnejše znamke motornih koles in skuterjev, naprimer Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, BMW, Harley Davidson, Ducati, Buell, Aprilia, Moto Guzzi, KTM, Gilera, Peugeot in drugi. O znanstveni odličnosti nove univerze, komentar Igor Ž. Žagar. Hvala lepa. Prodekani so lastniki Evropske pravne fakultete v Novi Gorici, prodekani so lastnik fakultete za podiplomske državne in evropske študije na Brdu pri Kranju in glavni pobudnik ustanovitve nove univerze, v katero naj bi se že omenjenima fakultetama povezala še fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, je glede omenjenega združevanja za STA povedal, da je bila Ljubljanska fakulteta za družbene vede trdnjava ideološkega monopola komunistične partije od njene ustanovitve dalje kot visoka politična šola.
Nove fakultete, tiste, ki smo jih pravkar omenili, pa po njegovem tega genskega zapisa nimajo. Povsem mogoče. Nosi pa močan genski zapis ideološkega monopola komunistične partije, prav ustanovitelj in solastnik dveh od teh novih fakultet, dr. Peter Jambrek, ki je bil v tem času ena njenih najvidnejših izpostav na intelektualnem področju. Pa je bilo Jambrekovem konvertitstvu že veliko napisanega, danes si bomo raje ogledali znanstveno odličnost prodekana, solastnika in predavatelja dveh novih fakultet. Javna agencija za raziskovalno dejavnost, znanstveno odličnost raziskovalcev in visokošolskih učiteljev kvantitativno meri s sistemom SICRIS, informacijskim sistemom o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji, ki vključuje vsa relevantna znanstvena in strokovna dela posameznikov in raziskovalnih skupin. Minimalno število točk, ki jih mora posameznik doseči, da sploh lahko kandidira za pridobitev raziskovalnega projekta, je 100. In medtem ko rektorji treh javnih univerz dosegajo od 172 do 352 točk, jih ima dr. Jambrek, najverjetnejši kandidat za rektorja nove univerze, vsega skupaj nič. Prav toliko, namreč nič točk, dosega dekan Evropske pravne fakultete dr. Mihe Pogačnik. Celih 58 točk od 100 potrebnih pa je nabral dekan fakultete za podiplomske, državne in evropske študije dr. Antonij Rovšek. Toliko o znanstveni odličnosti vodilnih kadrov Jambrekovih novih fakultet, ki jo sicer vsakdo lahko preveri na spletnih straneh sistema SICRIS. Za poklicne partijske bralce in gledalce te spletne strani, ki nas vedno znova navdušujejo s svojimi navdahnjenimi komentarji, pa je tudi za ta znanstveni fiasko seveda kriva Liberalna akademija. Hvala lepa. A ni to krasno? Slovenija, 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 kulturac. V Domu kulture v Rušah je nastopil makedonski elektroakustični band By the Fish. Svi kažu da trebamo čuvati tradiciju i sve to je super, ali kad jedna generacija krene da nešto radi i ako nije tradicija, onda je okej, zato što nešto, ipak se nešto dešava. Kipar Boštjan Potokar, soustanovitelj šole uporabnih umetnosti, je v pogovoru za Vest predstavil svoj prvenec Hava začetek konca. Hava je hebrejska varianta imena prve ženske, se pravi tisto, kar potem krščanstvo, katoliki kot Eva in pravoslavci kot Eva izpeljajo. Začetek konca knjiga je razdeljena v 3 dele, v bistvu za začetek, gradnja in pa konc. Pisana je v ženski obliki. Nekako se mi je zdel pač ta začetek pri ženski in tudi konc pri ženski. Čeprav imamo v pismih, ki spremljajo neke take razumske razlage, tam je konc malo drugače pojasnjen. Še vreme kot v škatlici. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. A veste, kot v škatlici. V škatlici, 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 škatlici.